Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnjih minutah na televiziji Celje smo se najavili na obisk k znanemu Celjanu, literarnemu ustvarjalcu Lojzetu Seliču. In nas je prisrčno sprejel na svojem domu. Razlog našega obiska pa je nova knjiga, ki je nedavno izšla izpod njegovega peresa, Pod težo vesti. In o tem bo tekla beseda v današnji oddaji. Danes je pot z našo kamero tokrat ponovno zanesla k Lojzetu Seliču. Obiskali smo ga na njegovem domu na Lavi v Celju, kjer nas je prijazno sprejel. Je razlog lahko samo en: njegova knjižna noviteta, ki jo je izdal oktobra lani. Da je znani Celjan Lojze Selič izjemno plodovit pisatelj, našim gledalcem verjetno ni potrebno več posebej poudarjati, saj je v relativno kratkem obdobju 16 let ustvaril in izdal kar 15 knjig. Zadnja, ki je razlog našega obiska, pa nosi naslov Pod težo vesti. Vse njegove knjige pravzaprav opisujejo kmečko življenje s Kozjanskega, od koder tudi izhaja Lojze Selič. In kaj nam avtor predstavlja v svoji zadnji knjižni noviteti Pod težo vesti? To je pravzaprav iz podeželja, iz kmečkega življenja, od koder tudi izhajam. Največ stvari se je dogajalo vedno na podeželju. Druge kaj malo in tudi dogodivščine, ki so bile tam vsakojake, take in drugačne, prijetne, neprijetne, kar pravzaprav daje tudi nek pečat temu kraju in ljudem. No in mnogo, seveda v tem času, ko sem jaz pač živim, je bilo mnogo teh stvari. To je že iz preteklosti, zdaj se več to ne dogaja. To je bilo pač takih reči, ko so se predvsem dogajale na to medsebojno povezovanje, recimo medsebojne poroke, medsebojne vezi, kako je to bilo, kdo si je s kom družil. Ni bilo tako, da bi bilo, kot je zdaj. Takrat je bilo pa drugače. Takrat so se pa drugi zmenili, pa so njim povedali pol, da se bo ta poročila, ampak to ne zaradi tega, ker so rekli, ta dva pa sta po lepoti skupaj pašeta, ampak ali pa ne vem kako, ampak zaradi tega, ker si je šlo za to, da sta po stanu. To je pa seveda prinašalo potem razne življenjske dogodke, zato ker je logično. To ni bila ženitev iz ljubezni, to ni bilo druženje prav iz teh, ampak iz materialnih interesov. Takšne življenjske zgodbe, kot je ta, ki jo Selič opisuje v tej svoji knjigi, so bile po svoje kar tragične, saj so zaznamovale posameznike za celo njihovo življenje, pa tudi njihove družine. To so bile včasih zelo tragične zgodbe tudi, pa po svoje zanimive. In jaz sem jih več teh zgodb slišal, ostane ti v spominu in zato sem jih tudi takole eno za drugo bolj kot ne dal na papir. Je v tej zadnji vaši knjigi, ki nosi kar dramatičen naslov Pod težo vesti, nanizanih več zgodb ali gre za eno samo? Ne, to je ena. To je ena od takih dosti tragičnih zgodb, tragičnih zato, ker se pač tako konča. Pa je zgodba, ki ste jo zapisali v svoji knjižni noviteti, povzeta po resničnih dogodkih? Ja, osnova je vsekako resnična. Osnova, detajli so seveda drugačne, ampak osnova je resnična. Zdaj v tem primeru je tudi prikazano, kar je bilo zelo pogosto v tistih časih, taki, ki so imeli denar. So bili navidezno dobri za tisti, ki ga niso imeli, da so jim ga posojali. V resnici je bilo to navidezno, ker nihče od teh ni denarja posodil enemu revežu zato, ki ga je imel rad ali pa ki je bil dobrega srca, ampak zato, ker je pričakoval
koristi. V katero obdobje pa datira dogajanje v knjigi? Približno je ta tudi enih 80 tu pred nami. Vsaj toliko. To je bilo še v tistem času, ko so po kmetijah oziroma po podeželju hodili tako imenovani potujoči krošnjarji, pičkorini so jih imenovali. V glavnem so bili to ti ljudje iz Dalmacije, zato ker je šlo se tu za švercarsko robo v glavnem. No, in to so bili pa moški fantje, v glavnem takšni, ki so bili fizično v dobri kondiciji, in če je en takšen krepek Dalmatinec naletel na tak primer, ko je videl, da je takšna bolj kot ne razočarana mlada gospodinja, ki ni ravno zadovoljna v celoti, v vseh ozirih s svojim možem, je to znal izkoristiti. In tako se je to tudi zgodilo. Alojz Selič je po rodu doma iz Slivnice pri Celju, kjer je končal osnovno šolo. Nadaljnje izobraževanje ga je najprej zaneslo na kmetijsko šolo v Šentjur, pa v šolo za poklicne gasilce v Medvode. Nato je končal poklicno šolo za voznike tovornih vozil, pa 4-letno prometno-tehnično šolo v Ljubljani, zatem prometno fakulteto v Zagrebu in nazadnje še 3-letno menedžersko šolo v Celju. Alojz Selič je po poklicu univerzitetni diplomirani inženir cestnega prometa in je v Celju poznan tudi kot dolgoletni pevec komornega moškega zbora Celje, kateremu se je zapisal pred 44 leti. Skupne aktivne pevske dobe pa beleži kar 56 let. V svojem 3. življenjskem obdobju pa se je že od leta 2004, ko je izšel njegov knjižni prvenec Zatrta umetniška duša, uspešno uveljavlja tudi kot literarni ustvarjalec. Kot rečeno, vsa njegova knjižna dela v glavnem opisuje kmečko življenje na vasi, kot ga danes ni več, saj tudi sam izvira iz kmečke družine na Kozjanskem. Od leta 2004, torej v 16 letih, je Selič ustvaril kar 15 knjižnih novitet, praktično skoraj vsako leto nov knjižni prvenec. Poleg teh pa njegov opus obsega še 3 novele, kar 13 potopisov, 10 pripovedk in pravljic, 6 šaljivih, a resničnih zgodbic ter 8 pesmi. Kaj pa je tisto, kar ga pri njegovem pisanju najbolj inspirira? Če se mi je zdela stvar nenavadno zanimiva, se mi je zdelo, da bi jo bilo dobro napisati, pa če sem jo dosti v redu poznal. V temle primeru je pa sploh bilo tako, ker je bil tak tipičen primer, da je prišel do takih odnosov, kot je prišel zaradi te mlade življenja željne ženske z nekim potujočim krošnjarjem. Se mi je zdelo, da je to res nekaj takšnega, ko je vredno. Pa Alojz Selič ali Lojze, kot ga popularno kličejo, tudi kaj razmišlja o javni predstavitvi te svoje zadnje knjižne novitete, 15. po vrsti, kljub temu, da je pač covid situacija zaustavila kulturne prireditve. Ja, tole je ta naša nesrečna korona, je to postavilo vse skupaj na glavo. Mišljeno je bilo, da bo to narejeno novembra meseca leta 2020. No, potem je vsekala ta korona, pa se ta stvar malo zavleče in tako kakšne javne predstavitve, tako kot smo bili navajeni za vse ostale, mislim, da ne bo več. No, verjetno bo mogoče malo drugačni obliki. Tile moji sočlani celjskega literarnega društva vedno rihtajo kakšne take reči, pa tam v kulturnici naredijo kakšen takšen pregled.
Morda, to sem jim tudi rekel, če bi že kaj takega, bi naredili en pregled čez cel opus tale, da se malo ta reč predstavi, kaj drugega pa najbrž več ne bo. Kako pa je sicer korona vplivala na Seliča? Je bilo morda kaj več časa za literarno ustvarjanje ali vsaj za razmišljanje? To, da je to vplivalo na počutje, na vse ostalo in sem kljub vsemu, da sem rekel, da je tale knjiga Pod težo vesti, da je pač to ta zadnja knjiga, ki sem jo izdal, da ne bo več, da se ne bom več s tem ubadal. Ampak sem pa kljub temu študiral nekaj o moji preteklosti, mojih prednikov. Pa ne, da bi delal zdaj neko družinsko drevo, tako kot delajo, ne. Zdaj sem pa to napisal, pa je. Seveda, vsaka stvar, ki ima tak začetek, ima tudi svoj konec, zato sem tudi temu delu, ki sem ga začel delati, dal primeren naslov. In sicer za vzpon in zaton naše dinastije. Torej se lahko nadejamo še kakšne knjižne novitete. Recimo kdaj? Ja, recimo, no. Mogoče kdaj? Ja, pa vem, to je lahko čez kak mesec. Alojz Selič nam tako ponovno ponuja novo in zanimivo branje v svoji 15. knjigi z naslovom Pod težo vesti, ki je izšla oktobra lani pri založbi Grafike Gracer v Celju, kjer so knjigo tudi natisnili v 300 izvodih. Lektorirala jo je profesor Katja Kladnik, oblikovala pa sta jo Tina Selič in Tonči Vedenik. No, Lojze Selič nam prav gotovo s to knjigo Pod težo vesti ponovno ponuja prijetno branje, ki si ga boste verjetno z veseljem privoščili. Knjigo pa lahko dobite oziroma nabavite tako pri založniku Grafiki Gracer, kot tudi v Mohorjevi družbi v Celju. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa prav lep pozdrav do prihodnjič.